torej danes pomembna tekma, kajti spremljamo Aluminij danes v Stožicah, ki je nazadnje v četrtem krogu uspel premagati Zmaje z 1:0. Takrat je bil strelec vsekakor Matjašič, pa tudi sicer je poleg Elšnika, ki manjka, no zdaj pa tam padel, je tam Kajmakov. Poglejmo, tukaj pa takoj nekaj dela danes za Roberta Ponisa. 130-čič sodi nogometno tekmo med prvoligaši. Tukaj pa, poglejmo, Ploj je tamle, malce le zataknil za nogo, po nogi je udaril na kratko tam Kajmakova, ki je padel, da se lahko izenači na vrhu strelcev in Olimpija takoj že v 5. minuti vodi z 1:0. Torej, Đorđe Ivanović, potem ko je 2 gola dosegel proti Domžalčanom, 2-krat zabil Goričanom ter poskrbel tudi za gol proti 15-kratnim prvakom v Ljudskem vrtu, pa danes že zelo zgodaj karijere, ko nekako si ustvarjaš ime na evropski sceni. No, zdaj pa nevarno je znova tam in tukaj brani Frelih. Pa včeraj je bil kar žalosten, no zdaj pa priložnost Đorđe Ivanović in to je njegov 7. prvenstveni gol Ivanovića v tej sezoni. Zdaj se je pospel na sam vrh lestvice strelcev, prehitel Nardina Mula Husejnovića v dresu Kopra. Takole malo časa je potreboval, ampak muchas gracias, hvala lepa, lahko reče Ivanović Andresu Vombergarju, ki je poskrbel za asistenco. Morda boljšo vidljivost, boljši pregled. Kajmakov, še vedno Kajmakov. Poskus strela v okvir vrat proti Janžekoviću. Poači poda do Vombergarja in Vombergar zadeva gol. Znova trese mrežo Andres Vombergar. 5. tekma, 4. gol argentinskega Slovenca. No, tale gol pa bo verjetno Andres Vombergar poklonil in namenil pokojnemu Diegu Armandu Maradoni. Andres Vombergar trese mrežo za 3:0 in barka Aluminija se v Stožicah počasi potaplja. No, zdaj pa Klepač tam želi s prebojem skozi obrambo Olimpije, ki zaenkrat dobro funkcionira, ampak zdaj je nevarno. Maletič je bil tam pri strelu. Bo izvedel kot številka 4 za Aluminij. Čermak. Na drugo stran Čermak, strel proti vratom in ostaja še vedno 3:0. Pobegnili papiri, zapiski, zato sem moral tole korigirati. Brez zamere vsem skupaj. No, tukaj pa Čermak, nov napad ali nov strel Aluminija, ampak tudi tokrat, ja, tole je šlo v okvir vrat. Perković, Milović in pa Bagarić, visoko je tole postavljeno. Maletič in naravnost v naročje Frelihu je poslal žogo. Jesmo, da, napravili smo ono što smo htjeli, uzeli bodove, dobro izgledali od početka, organizirano i rutinska pobjeda na kraju 3:0. Pa da, sigurno da nije laka situacija, tražimo se, još se uvijek malo tražimo. Prvo poluvrijeme ne mogu reći da nismo bili zadovoljni, ali ubijaju nas te individualne greške u fazi obrane. Imali smo čak i poslije gola 2-3 dobre priložnosti, ne možemo zabiti, izbliza ne možemo dati. Onda ponovno individualna greška, drugo poluvrijeme dogovorimo se i onda primiš rani 3. pogodak i onda je teško, naravno. Ekipa, sigurno Olimpije, dobra ekipa, čestitamo im na pobjedi i mi moramo se skoncentrirati na sljedeću utakmicu.